Ustanovitelj slovenske domene Wikileaks.si je prepričan, da je Julianu Assangeu in njegovim podpornikom uspelo narediti to, kar v desetletjih ni uspelo nobeni veliki novinarski hiši. Imamo te več backupov, in kot vidite trenutno je že 1005 teh zrcalnih strežnikov Wikileaksa vse posod po svetu in to je nemogoče zaustaviti in ukiniti in zapreti in prepovedati. V Sloveniji bi rad vzpostavil najmanj en zrcalni strežnik z različico spletne strani Wikileaks. Morebitnih pritiskov in groženj, kot jih je doživljal Assange, se ne boji. Jaz sem sam kot naravovarstvenik že, zdaj v javnosti se pojavljam 3 leta glede tega občasno z raznimi zadevami in dejansko vsakim obvestilom javnosti, za vsako akcijo, ki sem jo naredil, so mi grozili. Dobesedno. In za smrtjo in za komentarje cyberbullying, ki je bil na YouTubu in po e-mailu na moji spletni strani. Kakšnih 250 tisoč diplomatskih depeš, ki postopno curljajo v javnost, razkrivajo piker podrobnosti o delovanju ameriške diplomacije. V skoraj 900 depešah se pojavlja tudi Slovenija. Te ameriške depeše prikazujejo pravo stran in resnico, kaj se dogaja, tudi glede slovenske politike in našega odnosa, ki je nažalost popolnoma, bi rekel, hlapčevska do teh velikih sil, nima nekega svojega ponosa, niti nima nekega svojega cilja in načrta, razen klečeplazenja tem velikim silam, kar je velika napaka po mojem. Kot pravi Valant, se bodo depeše v prihodnjih dneh pojavljale še pogosteje. V globalni pozornosti naj bi bila tudi Slovenija. Razgaljeni naj bi bili predvsem naši diplomatski odnosi s sosednjo Hrvaško.